Matjaž Podboršek, vozim to Sierro že, mislim, da dobrih 12 let. Fordo V6 Škorpija Kosmos. 2.9. Koliko ima konjev? 250. Bil namenjen za Fordove limuzine, ne pa za mučenje po ena dirka. Maksimalni obrati, zato je bilo 5600 obrati. Ja, da živi verjetno v luksuzni limuzini. V luksuzni limuzini z usnjenimi sedeži. Pred avtomatskim menjalnikom. Pa seveda. Celo življenje na 2000 obratih, ne? Kaj pa management tega motorja? Haltek avstralski. Da nekaj življenja od sebe, ne? Ja. Serijsko je pa tale sprednja značka, to pa zadnje luči so pa serijski. No, to pa je. Havba je karbonska. Havba je karbonska, letalski karbon. Fiberglass white body. Smetenje je pa kombinacija Škorpija. Pesno je tukaj original? Pesno je original. Zavore tudi, sprednje vojaški mehanizem, upetje, roke je pa malo predelano. Sem pač diski, so pa malo boljši, ne, te zadeve. Uporabljaš precej velik distančnik spredaj? Ja, se pravim, to je poširitve vse te, zato da je avto konkretno sedi, ne. Spredaj pa uporabljaš, vidim, da vse misli gume, ne? Ja, to so se za moje vožnjo zelo dobro se obnesle, tako da jim zaupam in mislim, da sem kar zadovoljen z njim. Če s to gumo ne bi bil zadovoljen, bi bilo pa še čudno stvar. Ja, to bi bilo pa čudno. Tako da 6-točkovna kletka je s ojačitvami in temi zadevami. Kletka mora biti, da je malo bolj varno, pa da je vse skupaj malo bolj čvrsto. Armatura je tudi darovalec Ford Scorpio. Avto ima tudi navadno ročno, zato ker ima zadnji dodatne čeljusti. To je pa ena zelo posebna stvar na tem avtu, ker v slovenski sceni praktično ne vidimo tega, da bi kdo v driftu uporabljal sekvenčni menjalnik. Zato, da veš, v kateri prestavi si na sekvenčnem menjalniku. Imaš pa še displej. Imaš displej na armaturki, imaš pa to je pa verjetno reverse lockout, da lahko daš v rig. Reverse neutral lockout je to. Moram pa reči, da ta menjalnik sem prvič vozil na serijskem motorju, 193 konjev in recimo v časih, ko so bili še dirke v Iracu, sem štartil twin drifte z M3 BMW-jem. V štartih vsako prestavljanje sem zgubil 20 do 30 metrov proti M3-ju. Ko sem dal pa ta menjalnik gor, sem pa v bistvu moč, katera je manjša tega avta za dobrih 100 konjev, nadomestil z menjalnikom sem ga pa v štartih lovil do centimetra skozi. Tako hitro prestavljanje in taki prenosi razmerje, da je nadomestil izgubo moči. Kak tip menjalnika je to? Quaife 6-stopenski menjalnik, helični zobniki. Pač Angleži so to naredili za njihove vse Forde in pa še z prilagoditvijo vstopne gradi na V6 motorje, na Pinto motorje, kateri so najbolj popularni v Angliji. Pred menjalnikom pa uporabljaš sigurno enomasni vztrajnik? Enomasni, ja. Lamelo z sintranimi ploščicami? Kovinsko lamela. Tako. Malo bolj težko speljavanje je, ampak pač to je dirkalnik. Poleg ročne je pa še en ventil, to je verjetno ventil, da lahko izklopiš. To je pa blokada zadnjih zavor. Čemu? Da lahko izklopiš zadnje zavore. Pač to je pa za kakšne neumnost početi, kot so žganje gumi in taki drugačni užitki, ne. Ima pa ta avto tudi drsno streho, ki je steklena. Steklena. To je, včasih so rekli, Jugo, če ima luknjo v strehi, pa anteno gor, da je to ojačana streha, zdaj taka ima pa šibine, ki pa to super ojačana. Tako da, kaj noter 50 stopinj je ta streha vredna zlata. Verjamem. To pomeni, da prezračevanje, ki ga ta streha omogoča, odtehta vso dodatno težo. Brez skrbi, to sigurno. Z razširitvijo avta pa dobrimi gumami si pa tudi kompenziral v bistvu ta deficit, ki ga imaš s temi nekaj kilami. Za sedeži je v aluminijasti škatli verjetno akumulator? Akumulator, ja. Akumulator zaščiten, da se pač ne bi slučajno razlila kislina v primeru kakšne nesreče? Zaradi porazporeditve teže je montiran bolj zadaj, ker zadaj je še
elektronka za krmiljenje hladilnika olja menjalnika. Aha. In tukaj, ker je spodaj na podvozju, je pod akumulatorjem je še hladilnik olja menjalnika, če se to preveč segreje in da se čuva menjalnik. To ima električno pumpo. Električno pumpo, ja. To pomeni, da ima prav svoj računalniček, ki ga pač... Ne. Računalnik je kar v moji roki, ko vidim temperaturo, tako pač ročno vklopim pumpo in ventilator, da ohladi olje. Razumem. Kaj pa je ta kljukica tukaj? Tista kljukica, to je pa unikat, specialna, samo za ta avto narejena. To pa, bom po domač povedal, to je pa zauh za avto. To in mora biti kljukica, zato da tistega ne zgubim, ker avto mrzo, tistega zataknem noter na določeno mesto in avto ima zauh, ker brez tega ne zalaufa. Tisto po domač povedal, da bojo vedeli vsi. Zanimiva, res unikatna posebnost tega avta. Ker če bi jo imel sam tako nek prekraj, bi to že zdavni izgubil, tako je pa. In to vsak, ki se usede v avto, vsak ga zanima. Ne koliko prestav ima, ne koliko ima. Kaj je tistega klinček, čemu to služi? To je pa verjetno USB za programiranje računalnika. Programiranje nastavitve računalnika. Ročnemu gasilnemu aparatu pa dela družbo tudi velik integriran gasilni sistem. To pa pomeni, da verjetno dve šobi gasita. Dve šobi spredi, pa 4 pri motornem pokrovu. V oči bode ta velik strešni spoiler. Ja, to je pa namen tega je sicer zdaj, bom pokazal, čemu je to namen. Vidite, to je pa edinstvena stvar pri tem avtu, najbolj pomembno zadevo je, da si to postavil gor, evo tako je, pijača, to. To je namen tega spoilerja. Estetski. Je pa to spoiler kaj za Sierra Cosworth? Za Sierra Cosworth pač nažalost ga ni bilo zadobiti, ker jih je toliko malo. Je predelan od Escorta Coswortha. Poleg ta velikega spoilerja je tu še zgleda poliuretanski. Ja, to je pa originalen. To je pa serijski. Kar je pa še malo oguljene notranjosti. Pa rezervna guma za gorsko, če slučajno poč, da ni treba 4 km peš. To je nek catch-can za diferencial? Ja, to je pa za diferencial, za zadnji diferencial, ker ni serijski, je malo predelan in zaradi širitve olja pa tega originalni izpust ni bil zadost, ker je bilo meče verjetno ven. Metal olja. Diferencial je tukaj zavarjen ali je to kakšna zapora? Ne. Diferencial je pa od ene angleške firme, ki dela za Forde za 7,5 inčne diferenciale, zapora. Je pa to lamelna zapora ali je to lamelna? Lamelna zapora, tako da vse kar dobro obnese. Sem vozil več kot 10 let zavarjenmo. Pol, ko se ga navadiš, ne vidiš razlike, ampak če bi šel pa zdaj nazaj na zavarjenega, bi pa tako izkusil. V kakšnem ovinku težave s tem, ko pridejo. Tudi zadaj si pomagal s distančniki, da si dosegel želeno širino avta? Tudi, ker avto serijsko ni narejen za neke širine. Je bil bolj kot, bi rekel temu včasih, jojtrni voz. Šasija je bila razvita v letih 80-ih. In takrat so bile maksimalna dimenzija gum, ki je šla na ta avto, je bila, mislim, da takrat 15 sol. Kaj pa polosovine, če so bile dimenzionirane za tako mala kolesa? Ja, polosovine so pa od Škorpija, Cosworth, so malo močnejše. To je pa tudi vse, kar se da dobiti za ta avto. Kako to, da si se odločil za oranžno barvo z perlo, vidim? Ja, v bistvu to sploh ni oranžna perla, to je oranžna z zlatimi kristali, da se malo preliva. Hotel sem neko specialno zadevo, fotografi so vražili to barvo. Od klika so mi svetovali tole barvo, da se jo lepo pride, da bi prišel prav. Avto je zelo lepo pobarvan, to je daleč od domačih farbanj. Ja, tako bom rekel, se vidijo prehodi, to so bojne poškodbe, ki ga naštrihamo celega, ampak sam nujne zadeve, se malo pokrpa. To je zadnje srečanje v Zagrebu.
z našim hrvaškim kolegom, ki se ni dosti hitro ustavil, pa se je ustavil v mojem bratniku. Še ena zanimiva stvar na tem avtu je pa v bistvu tukaj tudi semi-trailing arm vzmetenje, dve veliki roki z ločeno vzmetjo in amortizerjem. Ja, avto ima dvojno vzmet noter, še eno manjšo, zaradi tega, da je... Da ne pade ven? Ne, zaradi trdote. Je pa progresivna, tako da od začetka je zelo mehka, pa če dalje trša, da se dobi določeno stabilnost avtomobila, ker se drugače ni dalo to narediti. Smo dali tako vzmet v vzmeti in zelo dobro deluje. Sem opazil tudi to, da je zadnja šipa, verjetno tudi stranske. Tudi stranske šipe, ja. Soleksanske? Makron. Aha. Makron. Makron je reksan, ista zadeva. Kje najraje voziš? Pa najraje vozim vse eko drifte. Vsi smo se učili v Rogatcu in nam je tisti naš domač Rogatec, še zmeraj v srcu kot prva izkušnja z driftom in z Rogaškim betonskim zidom. Tako da, kdor ni okusil trdote tistega zida, ni ta prav drifter, Tako da to mora vsak okusiti, pa bo videl pol, kaj je drift v Rogatcu. Driftanje v naslednjih 3 letih, kakšni so načrti, želje? Načrti, želje, obdržati ta avto na solidnem nivoju, ne ga preveč spreminjati, zdaj, ko vse dela. Praviš, da si imel s tem avtom že nekaj defektov, kaj najbolj pogosto popravljaš? Od začetka smo najbolj pogosto popravljali, da čisto prvič povem, zadnje odbijače pa zadnje boke. To so bili razni klipingi, Rogaški zid, srečanje z drugimi vozili. Če bi lahko naredil drift avto še enkrat, katerokoli šasijo, neomejen budžet, neomejen proračun, kaj bi izbral, katero motorizacijo, kakšne posebnosti? Ja, tako bom rekel, verjetno bi izbral nekaj tazga, ki je to, kar že poznam, da veš kaj, da se naučiš vse na nov, ker tako bom rekel, ta avto, ki sem delal, ni bil nikogar za vprašati za nasvet, ker noben ne v Sloveniji, ne na Balkanu, ne v pol Evrope. Mislim, da sta bila same dve serije, ki sta bila ena na Madžarskem, ena v Franciji. In enostavno vse je bilo treba sprobati, vse se je bilo treba naučiti. Če bi pa sledil, bi bilo pa treba nek V8 motor vtakniti noter, neka pony varianta od Mustanga, Mustanga, ker je lažje montirati noter, ni treba toliko predelav, Sicer sem pa zdaj po tolikih letih, ko imam avto, ugotovil, da so za Južno Afriko delali tudi serije z V8 motorjem od Roverja. Ta Južna Afrika ima vedno neke posebnosti glede avtov. Pomeni, da do nadaljnega imaš namen s tem avtom uživati, se udeleževati lokalnih drift dayov, pa tudi kakšne gorsko hitrostne? Ja, tudi. Nisem lovec na rekorde oziroma na pokale. Meni je zato, da se uživam, da gremo malo pelet, da se imamo fino, da skurimo ene par gum in to je to.